Lepo pozdravljeni na Lumpi tekovadbi, ko bomo skupaj se razgibali. Dobrodošli na Lumpi tekovadbi! Otroci, pridite sem. To je Oskar, Sofija in Juli. Kaj bomo najprej naredili? Julija, imaš kakšno idejo? A gremo najprej tekat, kot da smo letala. Ja! Pa roke narazen. Ja! Vstanemo in tečemo po preprogi. Super, zdaj pa počepnemo. Kot kuški. Sofija, zdaj so pa na vrsti razteljne vaje. Ampak kakšne so me zanima? Vstano, pa kroženje z rameni nazaj. 8, 5, 10. Zdaj pa delamo krožiti z celimi rokami. Čas. Pa hitreje, vedno hitreje, pa vedno hitreje, pa vedno hitreje, pa vedno hitreje, pa vedno hitreje. Ja, ampak vse že ne smemo prehitro. Zdaj pa stopimo čim bolj narazen in se dotaknemo tal. Pa hodimo po rokah naprej pa nazaj. Zdaj pa damo stopala skupaj. Pa smo metuljčki. Zdaj pa marmelado vzamemo, pa namažemo. Pa še lepilo, da bo bolj držalo. Visoko, roke visoko. Pa gremo teči. Tako da bo bilo bolj zabavno, da imamo že roke narazen, da bomo bili avioni. Kaj pa ptiči? Kot tudi ptički. A ti veš, kako se premika kača? Ja, plasi se po tleh. A si že kdaj to probala? Ne. Kaj pa če bi zdaj? Ja, lahko. Enkrat treba. Ja. Kako je to zabavno, pa tudi utrudljivo. Ja! Oskar, kako se pa premikajo pajki? Lažje se po vseh 4. Ne, po vseh. Še nikoli nisem pa štel njihovih nog. Mi dva nimava več kot 2 roki pa 2 nogi, torej bova po 4. Juhej! Kako lahko to pajk cel dan prenaša. Pri otrokovem razvoju je plazenje prva oblika premikanja v prostoru, ko se otrok po vseh 4 in tudi na trupu obrne iz ene strani na drugo. To je naš Julij delal pred 3 leti. Ko pa otrok že dopolni 1 leto, pa že zna hoditi in potem pri letu pa pol, 2 že tudi teče. Ampak vse in plazenje, lazenje prideta prav pri premagovanju različnih preprek. Kakšna je razlika med plazenjem pa lazenjem? Ko se plazimo, imamo trup na tleh, torej smo bolj podobni kači. Ko pa lazimo, smo pa dvignjeni v trupu, se pravi, smo pa samo na vseh 4, lahko po kolenih, pa po rokah, na različne načine, odvisno od ovir, ki jih moramo premagati. Vojaki se velikokrat morajo plaziti pa laziti, da pridejo spodaj pod kakšnim deblom drevesa. Da bomo vadili plazenje pa lazenje, bomo med drugim naredili tudi poligon. Kaj je treba narediti? Nekaj, kjer boste šli spodaj. Naprimer, damo tole, evo pa uporabimo. Začneš in tam končaš. Ko je dovolj visoko, pa lahko greš na vse 4. Evo pa te okrog. Ker ne greš in
Torej, to je plazenje, zdaj pa lazenje. Lazenje naprej. Aha, naš Juli pa lahko lazi že tukaj spadi, ker je manjše. Plazenje pa lazenje sta odlična oblika gibanja za premagovanje različnih ovir in je koristno za krepitev rok, ramenskega obroča, trupa in tudi razvijamo občutek za naše telo, da vemo, kje imamo naše okončine in naš trup. Pa stane. Kaj pa če bi zdaj za malico zjebala palačinke? Ja! Kako palačinke pa bomo zjela? Zelo velik. Juhej! Kaj pa bomo zdaj delala? Vozila sem okolico. Jej! Kdo pa bo sem? Jaz. Gremo sem okolico. Se mi bilo bolj še zamenjati. Je lahko? Primi za kolena. No, nisva daleč prišla. Jaz imam idejo, gremo plezati po očitu. Super ideja. Kje si oči? Kje vidiš? Grem pogledat. Oči, oči! Pridi! Gremo plezati! A plezat! V teh časih so otroška igrišča zaprta, zato se moramo nekako znajdeti in narediti otroško igrišče kar doma. Za plezanje bomo postavili drevo. Drevo bom danes kar jaz. Zdaj smo bili bolj pri tleh, zdaj pa gremo proti nebu plezati. Pomaga? Ja. A puši jaz? Koliko bi pa ti razmer? Oh, Velik! velik! To je bilo vse za danes. Vabim pa vas, da se vidimo že čez en teden na tekovadbi, kjer bomo med drugim se tudi učili preval. Juhu!